Lepo pozdravljeni. Galerija Družina je umetnikom prvič odprla svoja vrata konec leta 1995 in od takrat naprej so se v njenih prostorih zvrstile mnoge razstave. Poleg njih pa tudi drugi dogodki, sprejemi, tiskovne konference in predstavitve. Vsako leto pripravijo tudi slikarsko kolonijo na Sinjem vrhu, katere izkupički od prodanih slik so namenjeni dobrodelnosti. Kako torej deluje Galerija Družina v tokratni oddaji z našimi gosti? Na moji levi je Manica Ferenc, vodja Galerije Družina, na nasprotni strani pa Ana Marija Stibil Šajn, umetnostna zgodovinarka in likovna kritičarka, ter Milan Razboršek, slikar in galerist. Začnimo pri vas, gospa Ferenc, vi ste od vsega začetka pri Galeriji Družina. Kakšni so bili sploh ti začetki? Zakaj galerija? Dober dan. Ja, tako je. Galerija Družina je svoje delovanje začela decembra leta 1995 z razstavo jaslic. Jaslice so posodili za razstavo različni slovenski umetniki. Nastala je pa ta prva razstava ob izidu tudi prve številke revije Jaslica in to je tudi nekako odgovor na vaše drugo vprašanje, zakaj galerija. Na nek način galerija vedno povezuje dejavnosti, ostale dejavnosti znotraj hiše in je tudi od vsega začetka ideja, da skozi galerijo odpiramo vrata tem tako imenovanim mogoče obrobnim kristjanom, pa tudi tistim, ki nikoli ne pridejo v stik s cerkvijo na nek način in smo rekli, mogoče pa je umetnost tista, ki nas lahko povezuje, odpira vrata in mislim, da je ideja obrodila sadove, da se to dogaja, tako, če se bomo pol pogovarjali, katere razstave vse so bile, je to zelo vidno. Mi tudi nikoli nobenega ne preverjamo, ne vprašamo, a je sakralni umetnik, važna je umetnost, neko tisto prepričanje. Tako da, to je bila prva razstava, je bila decembra, potem je pa že takoj sledila prihodnje leto, se pravi leta 1996, zelo odmevna razstava, ki je pa nastala ob prvem papeževem obisku Janeza Pavla II. Takrat je namreč tudi, mislim, da od takrat nikoli več ni bilo tako vse skupaj povezovalno, kot je bilo takrat. Nastala so namreč, če lahko spomnim, vrata v stolnico ljubljansko, ki so nemalo prahu tudi dvignila, ampak seveda je vse skupaj pa je izpadlo, je bil blagoslov, je bilo dobro. Se pravi, to so vrata, ena so, ki jih je naredil Mirsad Begić, druga pa gospod, sedaj že pokojni Demšar. On je tudi kmalu po tej razstavi, in potem smo ob teh vratih, seveda to se bo gospod Milan znal povedati, kot taka stvar nastaja, je tudi veliko materijala. In to smo takrat vse razstavili, je bilo res nekaj posebnega. Potem smo tudi razstavili zdaj, recimo, tukaj imate slike, pa lahko pokaževa kar, mislim, da je to Mirsad Begić, lahko pokažete kar prvo sliko ob razstavi? Ne, na drugi sliki ste videli Mirsada. Na prvi sliki je tudi zdaj že pokojni Tone Seiffert. On je bil, pa seveda jaz, on je bil likovni urednik tednika Družina in potem tudi nekako ustanovitelj, mislim, ob Franciju Petriču in Janezu Grilu, takratnem direktorju in uredniku, je on bil tista gonilna sila galerije. Jaz sem pa prišla zraven in sem potem se ob njem mojstrila, učila, sem mu zelo hvaležna za vse znanje, ki mi je predal in potem nekako je bilo čisto naravno, da sem jaz to nasledila. Super. No in potem druga slika? Druga slika, tukaj je pa res, je pa Mirsad Begić, pa tudi spet Tone Seiffert, pa recimo Lucijan Bratuš, ki tudi sodeluje, tudi že pri nas razstavljal, sodeluje pa tudi na teh, ki ste prej že omenili, likovnih kolonijah umetniki za Karitas. No, gospa Ferenc, zdaj, da se malce lociramo, samo da se lociramo. Recimo, Galerija Družina je na Krekovem trgu 1, to je tam, kjer je tudi sicer, lahko kupimo knjige, založbe, ali pa, če gremo na potovanje z agencijo Trud, tudi gremo tja, ne? Recimo, to je tam, da se lociramo, ne? Tako, to je na Krekovem trgu 1, čisto v središču Ljubljane, v neposredni bližini ljubljanske stolnice, na kar smo tudi ponosni, je to nek svojevrsten izziv, malo naprej je teološka fakulteta, tako da smo mi nekako v jedru in tudi smo posodobili naš logotip, ki je en velik log, ker pač mi mislimo
Kdo, če ne mi, povezujemo vse med sabo, vse dejavnosti. No, zdaj pa recimo tule Mirsad Begić, ne, ki smo ga videli, zdaj gremo zdaj najprej na to stolnico, ne, in to, kar ste prej predstavili, kaj vse se je to slikalo. Imamo dvoje vrat, ne, eno so glavna vrata, ki prikazujejo 1250 let krščanstva v Sloveniji, druga so pa stranska vrata, kjer so vsi nadškofi 20. stoletja. Ne. Zdaj, zakaj je to dvignilo toliko prahu? Ja, ta druga vrata, predvsem od Mirsada Begića, so dvignili na prah v smislu, on mislim, da potem nekaj let sploh ni nobenega dela dobil. To je bila pa čisto ta preprosta ljubosumnost. A res? Zakaj torej je ni dobil nobenega dela, zakaj je musliman delal ta vrata v ljubljansko stolnico. Aha. To je bilo čisto tako, ampak mislim, da je bilo prav, da jih je on naredil, no, tako. Dobro. No, in so tudi zelo obiskana, škoda, da nimamo posnetka, Kluka se kar blešči že, ker tokrat prijeta. To je ta glavna vrata, 1250 let. Tako, in tudi vseeno je treba, ne, to so takih je Mirsad naredil, ker so škofi. Škofje, ja. Tako, in tudi izhajajo pa vsi iz Kristusa, ki je spodaj. To moramo povedati, in tudi to spoštovanje, to medreligijsko. Se pravi, ta vrata so bila, že preden se to govorilo o medreligijskih dialogih, hodimo skupaj, poslušajmo se, tako da mislim, da so to en tak lep primer, kako umetnost lahko poveže vse med seboj. No, zdaj, recimo, ta vrata so zanimiva tudi, pač so ti škofi iz 20. stoletja, jih lahko naštejemo. Ja, tam so upodobljeni, če gremo od nazaj, nadškof Šuštar, Pogačnik, Gregorij Rožman, Anton Volk, Jeglič in Lenič. Nad njimi zgoraj bdi in tudi gleda na obiskovalce milostna podoba Marije Pomagaj iz Brezij. Vsi skupaj pa izhajajo in se tudi naslanjajo z enimi pastirskimi palcami na ostalega Kristusa spodaj. Tako da je zelo povedna so ta vrata, no. Ja. Tudi z verskega vidika so zelo globoka in močna. Ampak zakaj je bil to tak škandal? Ne toliko škandal, bolj je bilo ta ljubosumnost, zakaj zdaj tu mora en musliman delati vrata v ljubljansko stolnico pri vseh naših kiparjih. Obenem so pa pozabili, da je glavna vrata pa delal slovenski slikar gospod Demšar, ne. In potem gospod ni dobil naročila več let? Ja, nekaj let je bil kar v nemilosti tako pri naročnikih, ampak nič hudega je, ustvarjal je umetnik, tako da je vse nadoknadil. To se pravi, izbran je bil na nek način zaradi ekumenizma, ne? Zaradi združevanja. Zaradi združevanja, pa predvsem zato, ker ima to izrazno močno se je to nekako prepoznalo, da bo to znal narediti, ne glede na svoje poreklo. Živi pa itak, je že skozi in študiral in živi v Ljubljani, ne. No, gremo naprej po slikah, recimo. Tole fotografijo ste naslednjo pripravili. Ja, jaz sem šla malo za nazaj, tako, ker zdaj v 30 letih sem tudi bila sama presenečena, ko sem gledala po arhivih, koliko razstav, koliko imen se je zvrstilo, pa sem vzela samo nekaj, poleg ta prva, ki sem jo omenila, je potem recimo tu tudi razstava gospoda Slane. To je bilo, mislim, da je to bila ena zadnjih razstav njegovih. Tako da je bila tudi malo posebna, niso bile samo rožice, ampak tudi vse druge stvari, zelo taka povedna. Potem za to fotografijo, tukaj gori sta Jože Bartol, je bila njegova razstava ob njegovi 50-letnici, pa recimo Gregor Čušin, pa s tem hočem tudi povedati, da je galerija kraj srečevanja. Ljudje se zelo radi tukaj dobivajo, družijo. Tukaj pol na naslednji imam še enkrat gospoda Jemca, ki smo ga že omenili. Ta je bila zelo velika in odmevna razstava, je potem tudi ob koncu je on osebno vodil po razstavi in razlagal slike. Ker so bile tudi mesto zelo aktualne od tega začetka, mislim, da je tu zadaj ob začetku vojne v Ukrajini. Je naredil, prav tisto jutro se mu je čist mogel iti in vrč modro barvo na platno. Je pa tako do te razstave prišlo, ker sem jaz vedno iskala nekaj let že nekoga, ki bi razstavljali križe. Križ kot ne samo verski simbol, ampak še vse več, kar nas povezuje. No in potem so to njegovi, v glavnem so križi, čeprav so zelo abstraktni, ampak so. No, tu lahko malce ustavimo, pa gremo malce na goste. No, gospod Razboršek, vi ste slikar in galerist, tudi vaši motivi so verski, ne? Zakaj?
Ja, v bistvu tako je, ne, težko bi rekel, da so ravno pač verski, ampak v glavno uporabljam ikonografijo tudi iz Biblije oziroma Svetega pisma, če seveda več ali manj, ampak to zaradi tega, da pač poskušam skozi to ikonografijo in skozi mojo slikarsko identiteto v bistvu sporočati nekako življenje, ki ga živim, no. Enostavno, jaz si ne pišem dnevnika, ampak si v bistvu rišem dnevnik svoj, ne. Tako da moje slikarstvo je izredno osebno, izpovedno, izredno intimno in v bistvu slogovno zelo težko opredeljivo. Nekako se je pa začelo vse skupaj z res enim križevim potom, ki sem ga naredil. Pravzaprav sem bil izvan. Jaz imam enega zelo dobrega, lahko rečem celo mentorja, ki se poznamo že 40 let, to je Nikolaj Ber. In Nikolaj Ber enkrat smo pač v ustrezni zasedbi globoko razmišljali, ne. Mi na vrhu je rekel, jaz sem pa res takrat ravno čist frišen iz šole, neke postopke delal oziroma restauriral za cerkev. To se pravi nekaj novega in nekaj teh bander v bistvu restauriral po teh klasičnih pač metodah, ne. In Ber je rekel, si kdaj razmišljal, da bi naredil ti svoj križov pot, ne? Pač to je verzija, ne, to pa nisem tako razmišljal. No, je rekel, da ga naredi, je rekel, če ga vštigam, tudi jaz. No, in seveda tako so leta minevala, špricari so tudi padali, ne, in seveda vsi smo pozabili, ampak skozi v zraku viseli. No, in nazadnje se je zgodilo tako, da sem bil jaz povabljen, mislim, da je letos bila zadnja, nažalost, ta izvedba tega križevih potov v piranskih cerkvah. Takrat sem bil povabljen, no, in jaz sem začel res delati, ne, ker sem bil pač prisiljen. No, in nazadnje je bil tudi Bert Kotermas, tako da imamo zdaj vsak svoj križov pot, sva ga naredila dejansko. Eden je pri meni doma, ker seveda je komercialno ne zanimiv, zgleda. V bistvu eden pa je, moram reči, prišel je do enega zanimivega zgodbe, ki je prekratek čas, da bi jo zdaj povedal, ne? Ampak ker sem naredil dve verziji križevega pota, ker sem se spet zafrknil, ne? Kot premali človek, ki ni dosti informiran, jaz sem naredil premehne slike. In župnik Zorko Bajc je bil dol in je rekel, to je pa premehen, ne? Je rekel, naredite še enega. Kako bom še enega naredil, če sem že komaj teh 14 skup spacoval, ne? In sem pa naredil čist kontra, kot inverzna slika, plus minus, ne? Tako da se zelo razlikujeta. No, to je pa šlo, ker sem naredil pač, ker nima smisla podvojiti isto stvar dvakrat na enak način, ne. No, to je pa čist pač različno, ne. No, in eno od teh križevih potov je zdaj v Šibeniški cerkvi Svetega Nikolaja v Šibeniku, seveda po ničunih potih so prišli do mene preko nekih pač ves in tako naprej, tako da je kot neka vrsta stalna zbirka zdaj v tej cerkvi. Drugače pa prej na to vprašanje, ne, v bistvu dejansko res, sem pa začel razmišljati in delati skozi sem imel neko fiksno idejo, da želim naslikati apokalipso, ne. Zdaj se mi je pa ta nekak pridevek že tako prijel, da sem že v bistvu že, ne bom rekel, glih nervozna, karkoli že, ampak kot nek temačen slikar, ne. Meni so celo rekli kolegi slikari, da mi bojo prepovedali slikati te motive, ker jaz sem glih pred covidom, te 21, ki je bilo to predtem, na sliko serijo slik so točno to napovedovali, slučajno. To se pravi neke figure z gas maskami, plinskimi maskami, z nekimi trupli, ki jih nosijo v rokah in to, kot neka vrsta napoved, ne. In tako da dejansko sem zdaj kot neka vrsta zelo več napovednik neke situacije, ne. To se je slučajno to zgodilo, zdaj slučajič obstaja, ne, nekateri pravijo, nekateri ne, da je to pač slučaja ni, ne, ampak prejel sem je ta vzdevek pač apokalipse, ne. No in seveda jaz sem potem res, zdaj pa dejansko slikam po pač zadnjem delu Biblije, Janezovo videnja, tudi svoje slike, to bo serija 25 slik, sem tu številka 24, večjega formata in to pa, ker v bistvu sem sam sebe prehtil, ker sem že prej apokalipso sliko pred, sploh na ikonografijo same apokalipse prišel. Ni pa to, no, mislim, ni to zdaj moja izključno predispozicija, preko sakralni motive, kakorkoli že. V bistvu gradim na tem, da v bistvu, če smo se zdaj dotaknemo Svetega pisma, pač Biblije, kakor hočete, recimo, ne, v bistvu tamnata so zgodbe, ker če bi dejansko, to je dejansko knjiga modrosti, ne. Zdaj, če jo tudi mimo tega čisto religioznega aspekta, to so ljudje živeli življenje v bistvu
enako, kot ga že mi danes živimo. To so vse doživeli in če bi karkoli poskušali se iz tega naučiti, bi se lahko naučili, ne, če bi bili dosti pametni. Ne. No, ko že omenjate to Janezovo razodetje, Ja. Kako boste naslikali Novi Jeruzalem? No, to smo pa že prej v zakulisju seveda govorili z Ano Marijo, zelo težko. Ker je zadnja slika tudi in ne vem še, kako bo, ker moje slike so takšne in tle bi naj bilo nekaj optimističnega in verjetno bo pa nekaj zelo metafizičnega, izredno ne vem, prosojnega, tako da dejansko bom pustil odprte možnosti, da se ga vsak sam naredil. Ja, jaz ga vidim kot nek računalniški čip 12x12. Imam jaz veliko čipov računalniških že znotraj teh mojih slik prej. Ne? To se pravi, od poslednje sodbe je tudi, so algoritmi in tudi te ne vem, svetopisanski klasični motivi nekega bradatega boga in tako naprej, to ni pri meni, so več ali manj oči, tudi računalnike in tako da je po svoje narejeno, ampak res skozi to nekako lahko izpovedujem svoj pogled na svet. No. Torej, vaš pogled na svet, vaše življenje je povezano z vero? Ja, tudi seveda, absolutno, ja. Jaz sem, seveda, tle bi se zdaj ste me tako sprovocirali, da lahko govorijo medva zelo dolgo o tem, ne. Ja. Jaz sem krščansko seveda vzgojen in tudi v tem manir poskušam živeti, ne. Nisem, tako mi je en prijatelj rekel, da ti si pa fanatično veren, ne. Noben fanatik, niti ekstremist nisem, niti nič, ampak imam pa dejansko določen zelo svoj pogled in na religijo in na svet, ki ga živimo. No, seveda, prej ste malce omenili, to ni, format ni bil pravi, ni komercialno. Kaj je zdaj komercialno z vidika cerkve, ne? Se da kakšno stvar prodati? Kdaj je križev pot uporaben v cerkvi, recimo? Ja, veste, tako je, ne? Zdaj res je tako, da pri teh križevih, oziroma v teh sakralnih slikah, se pravi, v bistvu seveda cerkev rabi občasno te stvari, ne? Zdaj, ponudba iz slikarskega aspekta je kar precej široka. Ne? Slikarjev je veliko, čezdalje več ugotavljam. Jaz celo mislim, da cela Slovenija začela slikati, ne? To, da sem se že kar malo strašil, da je kjer pozabil to delati. No, ampak recimo pri takih stvareh ne se pa izkaže, kdo res zna, ne? Ker recimo na vsak način tukaj nimaš kaj veliko improvizirati, ne? So dovoljene tudi abstraktne variante, ampak zdaj, če ti delaš eno križev pot, recimo, pa eno oltarno sliko, se vse za eno gotsko ali pa eno romansko cerkev, recimo, ne moraš biti zelo previden, ne, to paše na ali ne, to ni kar nekaj, ne samo vsebina, ampak tudi ikonografija, ne samo ikonografija, ampak tudi sama likovna plat tega mora štimati z ambientom, recimo, ne, ni tako enostavno, ne. Zdaj na naročilah, kaj pa vem, no, osebno mislim, da ne. Jaz od tega pravzaprav, mene je pravzaprav rešil življenje to. Ko sem jaz končal študij, ker jaz imam dvojno življenje, osebno recimo, ne, jaz sem v bistvu končal ekonomijo v prvi fazi in sem živel 15 let kot marketing menedžer celo v nekih firmih. Seveda sem to vse pustil, jaz sem trpel svoje življenje kot ekonomista, ne. To je šlo seveda izključno zaradi življenjskih razmer, ki sem jih pač mogel nekako ustaviti. Takoj, ko se je pojavila prilika, sem vse skupaj obesil na klin in pri 2 otrocih in seveda pri nedokončani hiši študiral slikarstvo, ne. To sem vse dal stran. Tako da, v bistvu, in takrat sem jaz doštudiral, ne, takrat sem mislil, da je ves svet pozabil na mene, ne. To ni bila lahka odločitev, jaz sem dal vse karte na mizo in tudi jaz od drugih slikarjev ali pa kolegov pričakujem, recimo, ker veliko takih, rekel, grejo malo to, malo sem, malo bi to, malo bi ni res. Slikarstvo oziroma likovna umetnost, nasploh recimo, ne, je to tako resno področje, da ga ne moreš kar tako enostavno imati kot neke vrste hobija, neke vrste zadeve, ali si tam ali nisi tam. To je za vsako stvarjo in preveč resna stvar je to, da bi, seveda ga pa nekateri slikarji sami malo degradirajo, kdaj pa kdaj, predvsem pa splošno občestvo, recimo, ne, gleda na slikarstvo in na slikarje kot na neke pogojno užitne, ne vem, nepotrebne žal, karkoli. Dobro, Ana Marija Stibilšajn, zdaj smo v zadnjih časih velikokrat razpravljali o tem, kaj je umetnost in kaj ni umetnost. V bistvu, kaj je umetnost, ne? Kako jo lahko presojamo? Ja, mislim, da je umetnost res tisti najvišji kreativni dosežek posameznika, da je to termin, ki je pogosto izrabljen, kajti umetnost je res nekaj tistega
piedestalnega, a ne? Ni to vsaka kreacija, ker kot je Milan rekel, v slovenskem prostoru smo res znani po kreativnosti in to na vseh področjih, sicer je to zelo pozitivno, ampak vendarle moramo ločiti, kaj je neka kvaliteta, a ne? Kdaj gre res za umetniško delo, a ne? Se to pokaže skozi čas? Nekaj, kar obstane, kaj je to merilo? Glejte, tudi skozi čas. Danes pač seveda v umetnosti ni 1+1 2, a ne? Ampak vendarle obstajajo neki temelji, neki kanoni, neki zakoni, likovna sintaksa, s katero lahko potem analiziramo neko likovno delo in ugotovimo, da ustreza tovrstnim kategorijam, da nosi tudi eno zanimivo idejo, eno sporočilnost in da torej ustreza vsem tem karakteristikam, ki so značilni za umetnost, a ne? Seveda so danes prizadevanja pa nad vse raznolika, tudi ni več teh klasičnih opredelitev posameznega medija, posamezne likovne discipline, vse postaja nekako interdisciplinarno. Lahko bi pa rekla tudi to, kar je dokazala že celotna zgodovina umetnosti, da je tisti zadnji kritik vendarle čas. Čas bo pokazal, kaj je tisto, kar bo ostalo na nekem piedestalnem mestu in kar bo pač odnesla v pozabo, a ne? No, gospa Ferenc, gremo naprej po vaših fotografijah, recimo tale naslednja, to so vse fotografije iz vaših razstav, to je tale slika, kdo je tu na tej sliki? Ja, ta je tudi zelo povedna, to sta mama in hči, Marta Jakopič-Kunaver, svojo hčerjo Lono Verlič, sedaj umetniško ob njeni razstavi Modre ženske. To je bila tudi zelo odmevna, angažirana razstava, predvsem pa ta res medgeneracijski spoj in odnos. Najbrž ni lahko biti hči uspešne slikarke in potem najti svojo pot, ki je drugačna. Tako, potem imamo tukaj gospo Ana Marijo, bo povedala za kom. Ja, to je pa... V odprtju razstave. To je pa Živa Angrež, a ne, sicer umetnostna zgodovinarka, ki se je pozneje posvetila res študijsko slikarstvu s ciklom Dolomiti. Tričine vidim tam, tričine. Ja, spomnim ene barvitosti, strukturalnih naglasov. Torej, ta cikel je predstavila tudi v galeriji Družina. No, ampak ko smo ravno pri tej sliki, a je laže slikati naravo, tam skoraj ne moreš narediti napake, ne? Mislim, da portreti so malo težji, ne? Ja, portret v bistvu velja za najzahtevnejše področje med figuralnimi vsebinami, a ne? Ker tisti pravi portret mora vključevati pač te zunanje danosti, zunanje specifike in skoznje se mora odslikavati tudi portretirančeva notranjost, a ne? Gre res za ta dialog zunanjega in notranjega, ne? In tako da pravi tisti portret je res v bistvu težko doseči, a ne? No, gospa Ferenc, tule imate pa seveda ob odprtju tole sliko, tule vidimo naslednja. Ta razstava pa je bila v času covida, to je bila pa razstava multimedijskega umetnika Evgena Bavčarja. Ja. To je gospod z rdečim šalem, ki je slep. On je slep in ima svojo fotografsko razstavo. Tako, ja, ker je neverjeten, pač pol tudi on razloži, kako on vidi, čuti na nek drug način. In pri nas je tudi razstavil to fotografijo Svetogorske Matere Božje, se pravi, to je
zadnja slika oziroma edina Marija, ki jo on nosi v srcu, ker jo je videl, preden je oslepel. On je namreč oslepel, mislim, da pri 9-10 letih, nekaj tako, da so se igrali z granatami iz prve vojne, mislim, da je z primorskega konca, čisto iz lokalca. Tako, ampak je naredil prav s temi slikami, fotografijami veliko kariero, če tako rečem, sicer je filozof, ne, v Parizu, ne. Etika, prijatelj od... Vidim visoke goste, ne? Tako visoki gostje, smo jim hvaležni, so prišli škofje, potem je predsednik Borut Pahor je odprl to razstavo, ker ga je tudi on, so zelo povezani bili v nekem obdobju, ga je podpiral. Mi smo sicer malo špekulirali, midva z gospodom Bavčarjem predvsem, da bi prišel gospod Hendke odpret, pa pol nekako se ni išlo. No, vidim, da je ta vaša galerija kar obiskana, ne? So visoki gostje, to se pravi praktično zelo, no? Skoraj med ljubljanskimi galerijami ste kar na visokem nivoju, ne? Ja, mislim, da smo res in da si tudi to naši umetniki, ki pri nas razstavljajo, preprosto zaslužijo, ker so enostavno njihova dela govorijo tako močno, da jih ne moreš zignorirati. No, pa naslednja slika pa kaže... Ja, na to, to je pa, ni še niti eno leto od tega, to pa se je dogajalo junija, to je pa eno leto, glih dobro leto, od lansko leto, junija, smo mi praznovali 10 let ene zelo versko poglobljene revije Magnificat, to so molitve in razmišljanja za vsak dan, to pa delamo skupaj z največjo francosko založbo Bayard in ob tem praznovanju, ki smo ga imeli na ljubljanski tržnici in na to sem pa jaz res ponosna, smo mi na ljubljansko tržnico postavili 33 reprodukcij umetniških del iz celega sveta. Na temo 33 podob razodetja. Razodetje skozi 33 slik, izbor slik in potem meditacija ob tem je pa pripravil direktor in glavni urednik založbe Bayard iz Pariza in potem smo mi tudi, mislim, to je bilo res impozantno, mislim, da se je tudi gospod župan je to prišel pogledati, kaj se to dogaja, se smo imeli vsa dovoljenja in je to bilo v ljubljanski stolnici postavljeno. Tu je ravno, so glavna vrata. Tako, ker mi smo pa tu spredaj se ne vidi, je bil oltar in smo imeli mašo in ne, maša je bila v stolnici, zunaj smo pa imeli potem slavilne molitve, program in posebne večernice zvečer. No in res je bilo to nekaj posebnega, potem smo gor uporabili pač to sodobno tehnologijo, QR kodo in v 2 jezikih tudi meditacija ob teh slikah. No, tu se lahko ustavimo. Gospod Razboršek, zdaj vi ste slikar, galerist, povejte mi, kako pomembno je, da pridejo slike med ljudi, magari na ulico, ne? Da niso zaprte v nekem prostoru, konec koncev tudi ne v galeriji, ne? Ali pa v naši sobi doma. Ja, to ste prav lepo povedali, ne, ker ravno o tem veliko govorimo tudi pri nas. Jaz prihajam iz Zagorja, iz Zasavja pravzaprav, ne. Mi imamo v Zagorju najstarejšo likovno kolonijo, ne samo v Sloveniji, ampak tudi v tem delu Evrope. Letos bo, zdaj ravno pripravljamo v juliju, bo 62. po vrsti, deluje od leta 64. No in iz tega naslova se je v našem depojih nabralo skoraj 1000 slik. Gre za profesionalno kolonijo, izključno vabljeni so pač renomirani umetniki z ustrezno formalno izobrazbo. No in na vaše vprašanje, ne, naša velika želja je zaenkrat, jaz sem se celo enem svojim kolegu zameril, ker sem rekel, da je to mrtev kapital, pač je bil malo čustveno prizadet, ker je rekel, ko lahko govorim kot slikar, da je slika mrtva. Jaz sem se čist, seveda, jasno vam potegnil, ker nisem to mislil. Vi ste govorili kot ekonomist, ne? Ja, no, to so še mečke poklicna deformacija, mogoče uspešnega življenja, ja. Sem se res čist pravilno izrazil. Namreč slika enostavno že vemo, a živi ali ne živi, ne, to je stvar čist neka druga, ampak gre za to, da dejansko je umaknjena očem. Zaprav, nihče ne ve, da te slike obstajajo, niti Zagorjani, ne kaj šele širša javnost, ne. Zelo, zelo pomembno je, da slika pride do gledalca. Slika celo rabi in išče komunikacijo z gledalcem. Zdaj, če se gledalec dosti odpre, je enostavna ta koordinacija pa komunikacija, ne. Drugače potrebujemo malo razlage.
Ne, in res pa je nekaj, ne, da jaz opazim recimo v Zagorju, jaz sem kustos galerije Medija v Zagorju in mi imamo tudi v bistvu do 8 do 9 razstav na letno, tudi ta je profesionalna, to je rezidenčna oziroma referenčna galerija in v bistvu je tako, ne, da ljudje malo s strahom gledajo galerijo, ne? To se pravi, malo skozi strani. Ne? Če nekaj v človeka ne udari, to se pravi, če ni to recimo Plehmuska v Zagorju, recimo, ne? Ali pa recimo glasba, ali pa estrada, recimo tudi gledališče, tudi film ima tukaj prednost pred glasbo, sploh, ker je zelo čustvena komponenta. Ne? Slikarstvo je intimna stvar, ne? V intimnosti slike ali pa likovne dela nastajajo v intimnosti in tudi pri opazovanju je določena intimnost prisotna. Ne? To se pravi, tam si sam se sliko, ne? In se moraš potruditi pravzaprav, da se ravno to poskušamo mi z mladimi zdaj v Zagorju, recimo, ne glih zdaj, se skože, tudi, ampak mi dejansko poudarjamo, opažamo, ne, da je treba vzgojo začeti res kmalu. Mi tudi rišemo v naši galeriji z vrtci, z nižjimi triadami. Ljudje je treba izobraziti, da se ne bojijo preprosto. In še nekaj je zelo pomembno, to bo Ana Marija dobro vedela, ker Ana Marija kar velika tudi pa nas otvarja razstave. Zelo pomembno je, da ti, ko odpiraš razstavo, v bistvu, da ne zakompliciraš preveč z nekim strokovnim govorom, z neko strokovno interpretacijo. To je stvar mogoče med nami ali pa mogoče med kustosi, ne pa do auditorija, ne? Ker enostavno povzročiš neko apatijo do tega, niso pripravljeni dojemati. Ampak vprašanje je, ali so ljudje to pripravljeni kupiti. Ne? Vi imate recimo kolonijo in potem so tam slike. Kupi kdo to ali ne? No, to je pa spet čisto neka druga zgodba. Ne? Prej sem rekel, ne, da cela Slovenija slika, pa tudi prodaja najbrž, no, jaz upam. No. Tudi to je, rekel, vsaj med slikarji, ali pa umetniki, recimo, ne, je to zelo ena taka tabu tema. Ne. Vsak ima neke svoje kanale, neke svoje, da se znajde tako. Direktorje, ki kupijo. Ja, no, to so pa zdaj pa z nostalgijo, celo ko mogoče gledam, mogoče malo za nazaj neke čase, ker včasih, kakorkoli govorimo, zdaj govorim čisto tudi kot ekonomist, konec malo. Recimo so bile inštitucije, ki so dejansko naročale slike, ne vem, zavarovalnice, ne vem, banke. Velike firme. Ja, ne, zdaj, dobro, spet je razlika center, recimo Ljubljana, mogoče Maribor, to so lepovajoče. V Zasavju trg pravzaprav je mrtev, kar se tega tiče. Več ali manj se slike sicer kupujejo, ne, ampak od poznanih avtorjev ali pa recimo tako, da pač nekdo rabi, tudi na galerista se včasih obrnejo, da ti povežeš slikarja, ampak recimo, jaz mislim, da na celotnem področju Slovenije je ta trg izredno še ne funkcionira dobro, recimo, ne, trg likovnih umetnin, ne. V Zagorju je pa sploh ena posebna pač situacija, vemo, da to ni najbolj bogato območje, ne. Ampak se pa seveda, pogledajte, najdejo, zagotovo je tako, ne, da ljudje bi šele takrat opazili, da je nekaj narobe, če bi nekdo pritisnil na gumb, ne, pa bi vse slike iz vseh domov, iz vseh galerij, iz vseh izginile. Takrat bi se pa nekdo zamislil, nekaj manjka. Ne? No, seveda vi organizirate v galeriji Družina, gospa Ferenc, tudi slikarsko kolonijo na Sinjem vrhu nad Ajdovščino, vsa ta leta že. Torej, vi pa organizirate to kolonijo in potem izkupiček namenite Karitasu. V bistvu organizira kolonijo koprska Karitas. Ves čas je umetniški vodja in organizator gospa Ana Marija. Mi pa potem gostimo razstavo v Ljubljani. Ja, in kako je s tem? Povejte Tako da nam. bo ona povedala. Na Sinjem vrhu nad Ajdovščino se je pred 33 leti začela mednarodna likovna delavnica Slovenija odprta za umetnost. 2 leti pozneje pa mednarodna likovna kolonija Umetniki za Karitas, ki je ob tovrstnem dogajanju, ob raznovrstnih srečanjih likovnih umetnikov vendarle ena posebna in edinstvena, kajti izkupiček od prodanih del je vsako leto namenjen ljudem v stiski. Vsako leto gre za drug namen.
Ta kolonija je nekako začela morda nebogljeno, tako da smo povabili k sodelovanju tisto prvo leto, lahko bi rekla neke znance, prijatelje, likovne umetnike. V vseh teh letih pa smo potem začeli zgrajevati en tak izjemen koncept kolonije, tako da deluje strokovni svet, ki izbira res iz slovenskega in mednarodnega prostora najbolj prepoznavne, najbolj svojstvene in hkrati tudi torej uveljavljene likovne ustvarjalce. Lahko se pohvalimo, da smo na Sinem vrhu gostili že likovne ustvarjalce čisto iz vseh 5 kontinentov. In kot zanimivost naj povem, da sploh ne gre za krščanske umetnike, da tukaj nimamo nikakršnih predpisanih tem. Kolonija ima vsako leto svoje geslo, ampak to geslo sploh ni obvezujoče. Tukaj na 1000-metrski gori nad Ajdovščino je umetnikom dana res popolna ustvarjalna svoboda. In kar nekaj avtorjev, ki sem jih povabila na kolonijo, mi je reklo: joj, veš, jaz pa nisem krščansko vzgojen, ne znam moliti. Sem rekla, ne, sploh ne bo treba tega, a ne. Pomembno je, da slikaš, da se izpoveš. In kot je Milan rekel, v bistvu se likovno delo osmisli šele takrat, ko najde stik z gledalcem. In v ta namen, seveda posredno tudi zaradi prodaje likovnih del, kajti izkupiček je vendarle pomemben, šele takrat se ta simbolni krog sklene med avtorjem, gledalcem, kupcem in potem človekom v stiski. Prav zaradi vsega tega smo se odločili, da likovna produkcija vsake kolonije nekako potuje. Potuje, to so res potujoče razstave, ki se širijo tako po galerijah in razstaviščih v slovenskem, kot tudi v mednarodnem prostoru. Večkrat smo bili v Bruslju, na Dunaju, pač v Sarajevu in tako naprej, a ne, v Rimu večkrat. In na teh razstavah resnično želimo pokazati, kaj likovni umetniki sodobnega časa ustvarjajo, o čem razmišljajo in želimo vzpostaviti ta komunikacijski most med gledalcem. Na nek način pa tudi ta razstava prinaša en edukativni moment, kajti v zgodovini vemo, da je Cerkev veliko podpirala, bila mecen umetnosti, danes pa vendarle ni več tega umetniškega utripa v Cerkvi tako prisotnega. No, ampak izkupiček gre Karitasu, ne? Kolikšen je ta izkupiček, recimo? Glejte, ta izkupiček zelo varira. Lahko rečem, da se tudi tukaj pozna, čeprav smo začeli in vsak začetek težak, se je vendarle pokazalo, da imamo kar nekaj klientele, nekaj zbirateljev, nekaj podpornikov tega projekta in so v preteklosti bila dela res tista, ki so našla novo svoje mesto, tako v domovih, kot tudi v poslovnih stavbah in tako naprej. Ampak številko, če mi poveste, okvirno. Jaz se osebno s prodajo ne ukvarjam. V preteklosti se je s tem gospa Jožica Ličen, ravnateljica Škofijske Karitas Koper, danes nad tem bdi Marjana Plesničar Jeziršek. Glejte, naša dela, ne glede na to,
ali so so na razstavah, hkrati pa tudi tista, ki niso bila prodana, imajo neko razstavno mesto. Tako da nimamo nikoli del v depojih, tako da se včasih tudi kakšna slika proda po desetletju, pa vendarle nekoga nagovori. A ne? In seveda je pomemben izkupiček, ampak tukaj je še veliko drugih pomembnih dimenzij, ki v tem projektu živijo, ne glede na to, kakšne številke imamo. Dobro, gospa Ferenc, gremo naprej s fotografijami. No. Tu imam pa eno fotografijo, ki govori o tem, tem našem druženju v galeriji. To so pa naši pesniški večeri, enkrat na mesec ob petkih zvečer. Gospod Ravno Hrib, ki bere, interpretira pesmi, potem je recimo na tem bila gospa Miljana Cunta, lanskoletna dobitnica Prešernovega priznanja za poezijo, in pa urednik naše zbirke Sozvezdja in Sidera, Brane Senegačnik, tudi sam drugače pesnik in tudi mislim, da je tudi dobitnik Prešernove nagrade za pesniško delo. Tako da to je eno posebno druženje. No, zadaj je pa portret pesnika, naslov je Pesnik, gospoda Andreja Jemca, ki nam je prav za te pesniške večere podaril to sliko. Tako da je res galerija nek kraj prepleta ne samo likovne umetnosti, ampak vse jih tudi, ne vem, prej ste lahko videli na fotografijah, mi imamo vedno, to je prav naš zaščitni znak, ob vsakem odprtju razstave tudi nek nastop, kulturni program, nastop, podpiramo zelo mlade umetnike za akademije, tako da in to se lepo, če delaš, tako jaz vedno razmišljam, včasih je res težko pa nekaj, ampak pol razmišljaš, če delaš na dolgi rok, se vse obrestuje. Potem pa iz teh mladih otrok kar naenkrat postanejo priznani umetniki, vse sorte. No, in tako to pretakanje energije, nekaj lepega, pozitivnega, prej ste rekli, kaj je umetnost. Jaz mislim, da je umetnost tisto, kar ti ostane lepo in te spominja, in kot je težko, se spomniš enega lepega utrinka, ne vem, ene lepe slike, detajla slike, ali pa enega verza in ti je lepše v življenju in črpaš iz tistega. No, še eno sliko imate, se mi zdi, še eno fotografijo. Ja, to je pa ta zadnja, to je pa Stepančič, ki je risal pri nas strip Baraga, Črna suknja med Indijanci. In smo potem mi ob izidu, Damjan Stepančič, ob izidu tega stripa smo naredili tudi eno tako posebno razstavo v sodelovanju tudi z etnografskim muzejem, pa temi našimi arhivi. Smo imeli celo menda ta pravo pištolo od Barage, ki naj bi bila, no. In je, mislim, zelo, zelo taka tudi izobraževalne narave. Ampak se mi je zdelo nekaj posebnega to, da en mlad uveljavljen stripar naredi strip o enem taki osebi, kot je Baraga. Mislim, o njem bi itak, če bi bili mi ena taka normalna, razvita država, imeli že celovečerni film, skoraj gotovo. Ja, to je res, ja. No, in ker je bil tudi filmski lik, ne glede na to, kako je živel. No, in lansko leto, lani septembra, smo to razstavo peljali celotno na Baragove dneve v Ameriko. In tudi tam bili zelo dobro sprejeti. No, tako da je to tam tudi mednarodno se probamo odpirati. No, kar se tiče tega mednarodnega, tudi sama sem si ogledala krasno razstavo Secesije. To je bilo tudi zelo lepo, Secesija na Dunaju, v Ljubljani, kako ste do tega prišli? V celem Podonavju. Na nas so se, avtor teh fotografij, to je fotografska razstava, je dr. Peter Schubert, zgodovinar in tudi mislim, da umetnostni zgodovinar iz Dunaja. V bistvu so oni prišli do nas, ker seveda on ob tem, ker spremlja Secesijo, pozna tudi Ljubljano in vse ljubljanske fasade in vso Secesijo in potem so se obrnili na nas, če bi se dalo. Je pa izdal tudi monografijo o secesiji in tudi o secesiji v Ljubljani in potem smo prek naših založnikov, se pravi Celovške Mohorjeve, smo se srečali lansko leto na knjižnem sejmu na Dunaju in se dogovorili za to razstavo. Moram pa reči, da mi tudi drugače dobro sodelujemo z kulturnimi inštituti, ne vem, tudi z Madžarskim smo že delali razstave, jih bomo tudi v prihodnje. Pri nas pa tudi gostijo, tudi že več kot 15 let,
Koroški kulturni dnevi in skozi to pridejo tudi različni avstrijski slikarji notri, tudi, ne samo na tistih koroških kulturnih dnevih, ampak tudi pozneje potem se tako ta vrata odpirajo. No, to, kar je zanimivo pri tej vaši galeriji, je, da je pravzaprav to neka majhna galerija, ne, prostorsko ni prav zelo velika, ne, včasih niti ne morete izobesiti vsega, kar imate, pa vendarle imate tako pester program, ki ga težko najdemo kjerkoli drugje v neki drugi galeriji v Ljubljani. Ja, hvala za ta kompliment. Ja, tako trudimo se, ker smo tudi znotraj hiše različni ljudje, različne dejavnosti zasledujemo in potem kar nekako iščemo in se zlaga skupaj. No, med zadnjimi temi razstavami so mašni plašči. Kaj sporoča ta razstava? Ta razstava pa nosi naslov Barve cerkvenega leta. Mi nekako hočemo tudi tako kot vedno rečemo, jaz pač spadam v to generacijo, ki se nočemo versko zapreti v zakristije. Pač nas ne bo noben zaprl nikamor, ne? Če niso naših staršev, tudi nas ne bodo. In hočemo živeti polnokrvno med drugimi in tudi se malo izobraževati. Zdaj mnogi tudi ostanejo, tudi tako bom rekla, nedeljski kristjani, tudi mnogi ostanejo na nivoju s to izobrazbo, pa pač na nivoju veruka, tam nekje do Birme, ne? In potem tu nekaj zmanjka malo. In zdaj ugotavljamo včasih po kakih takih prikupnih pripombah, zakaj ima pa on danes vijolični plašč, ali pa recimo, ko je bil pogreb, to ne bom nikoli pozabila, to je bil zelo tak poveden, ko je bil prenos pogreba gospoda Avsenika. Ja. No, in tam je bil prenos tudi, mislim, na nacionalni televiziji in je bilo res, ni bil to pompozen, ampak zelo lep pieteten pogreb in tam je nosil domači župnik, ki je imel tisti lep črni plašč pogrebni, ne. Zdaj so, pač se malo vse spreminja, po drugem Vatikanskem konciliju so tudi lahko plašči načeloma vijolične barve, ampak vendarle je črna tista prava. No, ta plašč je tudi na naši razstavi, ker je pa bil, ta plašč ima tudi lepo zgodovino, ga je nosil nadškof Vovk, ki je bil iz tistega konca doma. Tako da imamo par takih stvari. Je pa pač pomen tega barve v cerkvenem letu, od bele, zelene, rdeče, in ko se tudi to razume in potem tu vidiš, kako se ta simbolika barv povsod prepleta, ne samo v verskem, ampak povsod, se pravi, govorica lepega je povsod, je univerzalna mogoče. Ja, gospod Razboršek, vaše slike so pa temne, kot tisti, kar ste vi, ne? Ja, no. Iz večjih razlogov to ne morem biti. Tisti, kar je delo v mrtvašnici, no. Ne, prevelika avtoriteta na likovni sceni, ampak ne, pač res je, da se mi težko iztisnejo svetle barve, no, ampak v bistvu, če bi, niso niti pač en umetnostni zgodovinar, mi je celo, ko sem v poslovnike slike rekel, oziroma sem ga poskušal pripraviti na to, kaj dopodobil, je pa rekel, ne, meni se zdijo zelo, rekel, ne svetle, ampak žive, ne, ker v bistvu barvo ne delam pastelnih, ampak tiste barve, ko obstajajo, žarijo, to se pravi, kromatično vrednost poskušam ohraniti močno, ne, ampak so pa kontrastne, ja, to je, mogoče je to povezan, na vsak način je povezan z osebnostjo, to je ena zadeva, kako slika. Druga zadeva je genius loci, to se pravi, od kje prihajaš, ne? Jaz prihajam iz Zasavja in mene so hitro razkrinkali na šoli, ne? Ker že tam sem jaz uporabljal barve, vse blatne, vse, in v nekem trenutku mi je profesor prepovedal uporabljati belo in črno barvo, ne? Ker je rekel, to nagrankava. Ki nista barvi, ja. Ja, ampak sem tukaj cajt mešal, ne, ker vsi, ki poznajo malo barvni krog, vejo, če komplementarne barve mešaš, dobiš tudi črno barvo. Tako da sem jo pa brez črne dobil tudi približek črne barve. Ne, ampak prvič je to res povezano z osebnostjo, z okoljem. Po drugi strani pa tako, ne, tudi mogoče, jaz sem celo nekje, mislim, celo neki diplomski nalog zapisal, ne, da nekako se imam občutek, da recimo skozi zgodovino, likovno zgodovino, v bistvu se slikari podajajo neko štafetno palco, ne. To se pravi, nehote gre iz roda v rod neka iskra,
recimo, nisem tle nek ezoterik, da bi se kjer ustrašil, tudi ne, ampak recimo enostavno tako vsakem slikarju je verjetno iz zgodovine umetnosti neki slikar pa neko obdobje bliže kot neko drugo obdobje. Ne. In to se kar hitro najdejo takšni ljudje. Ne. In tudi recimo, če gledam jaz sebe, recimo jaz sem zelo rad barok, baročni slikar tudi, recimo sem študiral barok, smo mogli pač delati določene reprodukcije, sem si izbral Velázqueza, recimo Rembrandt. Rembrandt je spet en tak kaliber, ga raj ne bi omenil, ker je preveč spoštovan, tudi ne vemo, kje se je vzel. So pa dejansko na mojem pasi. In zdaj, če ti ugotoviš, kjer so ti na tvojo frekvenco adaptiran, recimo, pa vidiš, kjer je mentorje si jemo skozi življenje, in če mentorje si imeli iste, pa nismo vedeli za en drugega, iste favorite iz teh zgodovinskih obdobij. In pa ni čudno, recimo, da pač ti dejansko tako, so pa recimo dejansko pač slikarji delajo vse, pravzaprav, ampak jaz moram reči, da je tako, moja izkušnja osebna, recimo, pa tudi kolegi, kakor jih poznam, nažalost je tako. Zdaj, na vsak način, če ti hočeš od slikarstva oziroma od umetnosti živeti, tako drugače je treba narediti neke kompromise. Nekako se moraš prilagoditi, težko boš ti družbo prilagodil svojim potrebam kot obratno, ali pa potrebam kupcu, če smo čisto direktni. No, tako da tam je zmeren kompromis. Zdaj, jaz osebno sem lahko rečem vesel v tem trenutku, če bo se več kmalu šel v penzijo in ko mi čakam, ker bom lahko slikal pol, čeprav sem res jaz ko slikam, ampak premalo. Je pa na drugi strani tako, dejansko mi zaposlitev, ki imam v Kulturnem centru Delavski dom v Zagorju kot strokovni sodelavec za likovna vprašanja v tej zgradbi, sicer mi vzame zelo veliko časa, imam ta materialni položaj, kolikor tukaj se s tem pokrit, kadar pa slikam delam pa tisto, kar meni paše in v bistvu ne odgovarjam nobenem. Dobro, gospa Ana Marija Stibilšajn, povejte mi, kako vi gledate na to, da seveda zdaj želijo mnogi prekriti mozaike Marka Rupnika zaradi njegovega osebnega življenja. Mislim, preveč se mi zdi, da se tudi v tem času neko življenje posameznika, neka politična pripadnost in vse to meša v kulturo. Zame je kultura, umetnost kot najvišja oblika kreativnosti nekaj, kar ima presežno vrednost. Ne glede na to, kako ta umetnik živi. Tako, gledajte, se tudi skozi zgodovino umetnosti bi lahko marsikaterega izločili, izobčili, očrnili, ampak gledamo njegovo delo. Dobro. In to se mi zdi, da je edini normativ ocenjevati delo umetnika. No, gospa Manica Ferenc, za konec, zdaj smo pri koncu te oddaje, vaš pogled naprej, kam se bo razvijala galerija, kje so te vaši novi cilji? Ja, to je vedno težko napovedovati, ampak cilji pa vendarle morajo biti, želje tudi. No, mi si vsekakor želimo pripraviti en festival krščanske kulture v prihodnje. To je moja tak še neizpolnjena želja oziroma en cilj, kot ste rekli, da res pridemo še širše med ljudi, mogoče tudi izven naših meja, tako da tu nekje so ti naši cilji, pa tudi, da še malo bolj vse skupaj približamo. Tudi to, kot sta prej že kolega povedala, da ljudi malo bolj vzgajamo za lepo, za estetsko, tudi recimo, da je slika lahko prav tako kot knjiga lepo darilo, ki traja, ki ne ovene čez en teden. Tako, pa to vzgajanje klepemo k dobremu, k presežnemu. Torej, krščanske kulture v Sloveniji ali nasploh? Ta festival? V Sloveniji, ker drugega že posamezne države ga imajo, ampak mi bi znotraj v Sloveniji to radi naredili. Začenši z Lajrevo, Brezjansko Marijo, ne? Ja, Dobro, naj se vam ti cilji uresničijo. Hvala lepa za to zelo zanimivo predstavitev. Spoštovane gledalke in gledalci, to je bila Galerija Družina. Hvala za pozornost in nasvidenje.